Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Podjetje MIG Celje je leto že 19. leto omogočilo nepozabne poletne počitnice, tokrat 100 otrokom, saj so jih za teden dni popeljali na morje. Ta projekt vsako leto omogoča otrokom iz socialno šibkih družin, da doživijo brezskrbne poletne počitnice ob morju. Namen karavane je otrokom, ki bi sicer težko izkusili takšne počitnice, ponuditi priložnosti za sprostitev, zabavo in ustvarjanje nepozabnih spominov. 19. leto, nešteto zadovoljnih otrok, zadovoljstvo pa tudi v vašem srcu. Res sem vesel, z nami je že več kot 2200 otrok, ki smo omogočili teden brezskrbnih počitnic. Jaz sem zelo vesel, da se to tako dobro pelje. Predvsem sem pa vesel, ko vidim v očeh otrok tiste iskrice veselja, hvaležnosti, da se imajo res dobro, kar gre velika zahvala našim vzgojiteljem, seveda bom rekel kolektivu Debelega rtiča, ki omogoča tako dobre pogoje, da lahko plavajo v morju, v bazenu, se igrajo na teh 14 hektarjih v tem prelepem borovem gozdičku, skupaj z igrali živalimi, in to je tisti navdih, ker res omogoča, da lahko te brezskrbne počitnice izpeljemo najboljše za naše otroke. Pri vas je kar celo podjetje vpeto v ta projekt. Ja, celo podjetje, tako da vedno povabimo vsako leto tudi, bom rekel, vse zaposlene, od vseh sektorjev, od proizvodnje, bom rekel, priprave, pisarn, tako da skratka, da čutijo ta energijo teh otrok. To je tisto najbolj pomembne, da tudi vejo, zakaj delajo, včasih malo težko, da se bolj potrudijo, da lahko naredimo nekaj boljšega za svet, ki je nam, ki je poln. Ne moramo si predstavljati, bom rekel, da lahko slišiš med otroci izjave, da ta teden 3-krat na dan toplo jedo, da se imajo fajn, da ne beden, bom rekel, da so brezskrbne počitnice, skratka stvari, katere niso najbolj prijetne, katerih ne želim povedati, govoriti, ker vem, da to ni prav, ampak kot družbo bi rad opomnil, da bi bilo dobro, da res celotna družba pristopi, bom rekel, da poskrbimo, bom rekel, za vse ranljive skupine, bom rekel, bi pa dal poudarek, da verjamem, da bi morali bolj poskrbeti za naše otroke. Včasih imamo določenih drugih večjo pozornost, ker so pač novi, ne želim govoriti to, ampak cilj tega je, da imamo veliko otrok, ki, bom rekel, v Sloveniji, ki so potrebni te pozornosti, in hvala vsem podjetjem, ki delajo podobne akcije, bom rekel, in razveseljujejo otroke, ki so res te pomoči potrebni. Rad bi poudaril tudi, da marsikateri otroci in starši, ki so v takem stanju, se ne znajo sam pomagati, so neki sevidni, so tiho v nekem kotu, tudi jaz mislim, da družba bi jih mogla opaziti in bom rekel, nekako narediti, spodbuditi in omogočiti, da bi bile moče lepši dan, kakor je njihov vsak dan. Vsak lahko nekaj naredi, ampak vsaka ura, vsak dan šteje, in verjamem, da je to tisto, kar najbolj šteje potem na koncu tudi zvečer, ko se vležemo v posteljo, da smo nekaj dobrega za naše okolje in za družbo, v kateri živimo, delamo in smo. Direktorju so otroci v zahvalo poklonili izvirno sliko, ki so jo sestavili sami iz svojih prstnih odtisov. V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču je direktor Pliberšek predal tudi bon za letovanje otrok vršilki dolžnosti vodje Mladinskega zdravilišča Lilijani Kozlovič. Vsi se nasmejimo. Otroci imajo možnost sodelovati v različnih športnih, kulturnih in ustvarjalnih dejavnostih, kar prispeva k njihovemu osebnemu razvoju in krepitvi samozavesti. 19. Mikova karavana, čudovit dogodek zopet. Res je, vsaka karavana vsako leto znova je nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. Jaz sem že 11 let del te karavane in res vsaka ustvari neke nove spomine, tke neka nova prijateljstva in tudi ustvari neke nove ljubezni, nove povezave med otroci, kar je pač za nas izjemno pomembno. Urniki so pa vsako leto tudi malce drugačni. Res je, malo spreminjamo vsebine. Letos smo na primer prvič uvedli tudi kuharsko delavnico, kjer so otroci izvajali, pekli piškote, ki jih bomo danes lahko poskusili. Priključili smo tudi pevsko, torej glasbeno delavnico, kjer so se otroci odločili, da bi radi repali, in tudi to smo se naučili. Tako da neke ostale vsebine se pa dopolnjujejo, glede na to, ko vidimo, kakšen odziv je tudi strani otrok, torej se tudi mi malo njim prilagodimo, zato da je njim čim bolj prijetno in da se počutijo sproščene in pa varne v našem zavetju.
V čem se letošnja karavana razlikuje od prejšnjih, kaj bi dejali, se vam je kaj posebej vtisnilo? Vsako leto so z nami tudi novi otroci in vsi ti otroci nekako nosijo neke svoje življenjske nahrbtnike, v katere imajo natlačene res svoje težke življenjske zgodbe, ki jih kot neka nedolžna bitja nažalost doživljajo ali v domačem okolju ali pa v drugih okoljih. In to, kot sem rekel, 11 let sem že del te zgodbe in vsako leto znova me šokirajo situacije in stanja, ki jih otroci imajo doma. Vsako leto znova me zabolijo besede, ko otrok vpraša, če bo lahko dejansko 3 dni, vsak dan 3-krat na dan jedel tople obroke. In to so stvari, ki se nam, vsem ostalim, zdijo samoumevne. Nekaterim pa 3 topli obroki na dan pomenijo zelo veliko. Nekatere otroke mogoče ne objemajo vsak dan doma. Ne? In dejansko mi se tukaj trudimo, da jim omogočimo dejansko brezskrbne počitnice, brez nekega upitja, brez dretja, brez zmerjanja ali pa nasilja. Želimo, da so sproščeni, da se počutijo sprejete v družbo, da jih nekdo objame in da jim pove, da jih ima rad. Ja, otroci tudi vas imajo zelo radi, več bi moralo biti takšnih podjetij, kot je MIK. Res je, jaz sem izjemno počaščen, da lahko že 11. leto sodelujem na MIK-ovi karavani. Počaščen sem, da sem spoznal direktorja podjetja MIK Celje, ne samo kot direktorja, ampak kot človeka. In jaz ga izjemno spoštujem in jaz si želim, da bi tudi vsi ostali podjetniki nekako sledili k tej viziji družbene odgovornosti. Mora biti ne kot samostojno, da organizirajo, ampak da dejansko namenjajo sredstva, da lahko humanitarne organizacije, kot je naša, pripravlja takšne projekte, da lahko izvaja in dejansko omogoča otrokom tisto, kar nimajo doma ali pa mogoče tudi nikoli ne bojo doživeli. To so srečni otroci, ki uživajo počitnice na morju. In se imaš fajn? Ja, Kaj najbolj fajn? plavanje. Tebi so pa kosila najbolj dobra. Ja. Pa kaj, kdo je pa najboljši plesalec? Jaz. Res? Ja. Ja. Katera je pa himna MIK-ove karavane? Počitnice? Ne, leto na okolje. Je to lepa pesnica. Ja. December se spet objavimo, učimo se radi, zabavamo še bolj, sledimo zdaj. Dogodek je popestrila tudi ambasadorka karavane Tinkara Fortuna in z veseljem so si skupaj zaplesali na njeno novo pesem. So darilo za vse, to je čas za nas in za prijatelje. Kako je letos? Ja, res je, meni je v čast, da smo v bistvu cela skupina Bipop že 5. leto ambasadorke tega projekta. Danes pa sem že dopoldan presenetila otroke s to mojo novo otroško pesmico Počitnice, da smo se naučili koreografijo. Zvečer bomo pa ravno tu v amfiteatru celotna zasedba Bipopovk nastopale. Lani sem pa bila tudi že tu, ker sva z Francijem Pliberškom, lastnikom MIK-a, skupaj izdala to slikanico otroško Vsake svoje sreče kovač, ki je v bistvu dvojezična, tako da sem skozi nekako vpeta v to zgodbo s to MIK-ovo karavano in mi je res v veselje. No. In pa ravno so prišli 3 bratje do mene in se me že od lani spomnejo in to si otroci res zapomnejo, no. Res jim polepšamo dan, ko pridemo. Česa si torej želite ob vseh teh zgodbah in stvareh, ki jih tukaj doživite? Ja, da bi otroci bili res tukaj močni, da bi sledili svojim sanjam, talentom in da bi verjeli vase, da je življenje lepo, no? Čeprav se jim včasih res doma krute reči dogajajo, ampak da ne obupajo, da pol, ko bojo odrasli, pa že prej, no? Da jim tudi mi pa vzgojitelji pomagamo na tej poti. No? Ja, delite to svojo srečo še naprej. Hvala, da tudi vi podpirate ta projekt. Eden od ciljev MIK-ove karavane otroškega smeha je tudi ozaveščanje javnosti o pomenu pomoči socialno šibkejšim in spodbujanje slovenskega zasebnega gospodarstva k podobnim projektom. Zato si vsekakor želimo, da bi bilo takšnih uspešnih in vizionarskih slovenskih podjetij še več.